Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju ali krajše ABS. Verjetno ste že slišali zanj in če vozite avto ali sodoben motor, ste ga verjetno že uporabljali. Toda kako pravzaprav deluje? Kako? Zavore proti blokiranju koles. Delujejo? ABS uporablja senzorje hitrosti koles, da ugotovi, ali se eno ali več koles med zaviranjem poskuša blokirati. Če se kolo poskuša blokirati, list hidravličnih ventilov omeji ali zmanjša zaviranje na tem kolesu. To preprečuje drsenje in vam omogoča ohranjanje nadzora nad krmiljenjem. Zdi se dovolj preprosto. Lotil sem se 3D tiskanja in CNC rezanja različnih delov mehanizma, ki bi lahko sprostil napetost pri zavorah na zajlo. Razlog, da sem izbral zavore na zajlo, je bil ta, da nisem želel posegati v hidravlične zavore na mojem novejšem, doma narejenem električnem kolesu. Poleg tega ima kolo, na katerem želim to preizkusiti, ožje cestne pnevmatike, v upanju, da bodo imele minimalno prijem na slabih podlagah. A ni trajalo dolgo, preden sem naletel na svojo prvo težavo. Torej, to je ABS mehanizem, ki bo sprostil napetost v zavorni zajli. Ampak obstaja ena velika pomanjkljivost te zasnove. In sicer, da je koračni motor premalo močan. Sprva sem uporabil tak koračni motor, ki ima ena vejica 2 Nm navora. Ta novi pa ima 2 vejica 8 Nm navora. Pa še vedno ni dovolj, da bi zdržal napetost zavore. Če potegnem zadnjo zavoro, izgublja korake. Tako da bom moral celoten mehanizem na novo zasnovati. Nato sem preoblikoval mehanizem, da sem koračnemu motorju zagotavil večjo mehansko prednost z uporabo različnih dolžin vzvodov. To je pomenilo, da se je moral motor bolj zavrteti, vendar je tudi uporabil večjo silo za premagovanje napetosti v kablu, ki jo povzroča moja roka. To pa bi pomenilo tudi nekoliko daljši odzivni čas. Ampak to je bila najmanjša moja skrb, saj nisem vedel, kako slabe so obročne zavore po vožnji po mokri travi. Sistem sem želel preizkusiti na zadnjem kolesu in edini način, da sem ga lahko blokiral, je bil, da sem za trenutek prenesel težišče navzgor in naprej ter tako dvignil zadnje kolo od tal, kar pa je bilo daleč od idealnega. Tako sem po približno 4 različnih nastavitvah mehanizma sklenil, da to opustim in preidem na kolo s hidravličnimi kolutnimi zavorami. Če ste eden od mojih naročnikov, boste to najverjetneje prepoznali kot moje doma narejeno električno kolo. Pred tem videom sem odstranil pogonski sklop, saj so visokonapetostne baterije motile elektroniko ABS. Za natančno merjenje hitrosti kolesa sem izdelal ta tridimenzionalno natisnjen disk z 120 režami. Na vilico je nameščen senzor, ki ima infrardeči žarek. Ta infrardeči žarek pa sveti skozi reže na disku. Ko se kolo vrti in je žarek prekinjen ali vzpostavljen, senzor odda visok ali nizek signal. To se lahko nato uporabi za izračun hitrosti kolesa do 50krat na sekundo. Zanimivo je, da sem opazil, da se ta ista tehnika merjenja hitrosti uporablja tudi na motorju s protiblokirnim zavornim sistemom. Če se premaknemo više po okvirju, je tam črna škatla, ki vsebuje elektroniko, ki bo nadzorovala ABS sistem. V črni škatli je plošča Tincie 3.6, ki bo poganjala Arduino kodo. Poleg tega pa ima tudi režo za SD kartico, tako da lahko beležim podatke testov in upam, da bom s tem optimiziral sistem. Ko Arduino koda zazna, da je treba zavoro sprostiti, pošlje impulze gonilniku koračnega motorja, ki je v tem velikem hladilniku. Ta nato pošlje elektriko do motorja nameščenega na krmilu, da se zavrti. Mehanizem za sprostitev zavore je res preprost. To je le dolg vzvod, ki je pritrjen na zavorno ročico in povezan s kratkim kosom vrvi. Vrv omogoča, da se zavora uporablja kot običajno, vendar po potrebi motor povleče zavorno ročico proti sili moje roke in sprosti zavoro. Preden preizkusim ta sistem, se pogovorimo o tem, kako bi lahko delovalo aktiviranje sistema proti blokiranju koles. Torej imate vozilo, ki se premika s konstantno hitrostjo. In rotacijska hitrost kolesa je takšna, da se najbolj zunanji del pnevmatike premika nazaj z enako hitrostjo, kot se cesta premika glede na avto. Ko zavirate, če je trenje med pnevmatiko in cesto prenizko, bodo kolesa zdrsnila. Ampak kako elektronika ABS dejansko zazna to in ve, da kolo resnično drsi? To je pravzaprav precej zapleteno vprašanje. Zato se mu najprej približajmo z nekaj logičnimi pristopi. Prva opazka bi bila, da kolo drsi, ko je hitrost kolesa enaka 0, torej ko se kolo neha vrteti. Ker imam na sprednjem kolesu svojega kolesa senzor hitrosti, lahko elektroniko programiram tako, da sprosti zavoro, ko hitrost pade na 0.
Zdaj bom dejansko programiral tako, da bo sprostila zavoro, ko bo hitrost manjša od 0,5 metra na sekundo. To je nekaj več kot 1 milja na uro. In razlog za to je, da včasih senzor pokaže 0,000,1 metra na sekundo. Sistem pa ne sprosti zavore. Tako se bo zavora sprostila, ko bo hitrost pod 0,5 metra na sekundo. Poskusimo to preizkusiti. V redu, ti testi so bili precej uspešni. Dokazujejo, da mehanizem lahko sprosti pritisk moje roke na zavoro in ponovno zavrti kolo. Edina težava je bila, da je bilo zelo počasno. Čas, ki je pretekel od trenutka, ko se je kolo popolnoma zaklenilo, do trenutka, ko je koračni motor začel vleči zavorno ročico nazaj, je bil približno 0,22 sekunde. Skupni čas, ko je bilo kolo zaklenjeno, pa je bil 0,45 sekunde. Torej je kolo drselo skoraj pol sekunde. Kar se tiče mehanskega odzivnega časa, torej časa, ki ga motor potrebuje, da se zavrti in potegne ročico stran od moje roke, bo to zelo težko izboljšati, ne da bi še dodatno povečal svoj proračun. Za ta projekt sem že kupil 2 različna koračna motorja. Naslednji korak z večjim navorom pa bi stal precej več, kot sem pripravljen porabiti za ta projekt. Zato bom poskušal bolj osredotočiti na elektronski odzivni čas. Koračni motor potrebuje približno 1/4 sekunde, da se odzove in popolnoma sprosti zavoro. Če lahko ta elektronski zamik zmanjšamo, bi morali imeti precej dober protiblokirni zavorni sistem. Kako lahko zaznamo, da se bo kolo začelo drseti, še preden se to dejansko zgodi? Poglejmo si beleženje podatkov. Ta graf prikazuje hitrost kolesa skozi čas in vidimo, da pride do velikega padca hitrosti, ko se kolo zablokira. Ko je hitrost pod 0,5 metra na sekundo, se zavora sprosti. Nato se hitrost ponovno poveča, da se ujema s hitrostjo kolesa. In zavora se ponovno aktivira, ko je hitrost večja od 0,5 metra na sekundo. Da bi izboljšali odzivni čas, moramo sprožiti sprostitev zavore prav na tej točki na grafu. Poglejmo, ali nam bo prikaz upočasnjevanja kolesa dal boljši pokazatelj. Ta graf pospeška prikazuje 3 jasne doline in vrhove, ki kažejo, kdaj se kolo upočasnjuje do zdrsa ali pospešuje, da ujame hitrost kolesa. Kaj pa, če nastavimo mejo upočasnjevanja, ki bo sprožila sprostitev zavore? Naprimer, če se kolo upočasni hitreje kot -10 metrov na sekundo na kvadrat, se bo zavora sprostila. Tokrat je koračni motor potreboval 0,11 sekunde, da je začel premikati, kar pomeni, da smo elektronski odzivni čas prepolovili. Ampak pojavil se je manjši problem. Popolnoma je sprostil zavoro samo enkrat. V redu, tokrat je sprostil 2-krat, vendar še vedno ni sprostil pri zadnjem zdrsu. Morda bo tretje uspelo. Prav, analiziral sem podatke in upočasnjene posnetke in ugotovil sem, da je pojemek le vršna vrednost oziroma dolinska vrednost, ker je negativen. V bistvu to pomeni, da se zavora sprosti le začasno. Ne drži zavore odprte, dokler se hitrost kolesa spet ne poveča. Takoj, ko zazna, da pojemek zelo pade, zavora preprosto sprosti in jo takoj znova vklopi, kar pa kolesu ne omogoči dovolj časa, da bi se spet zavrtelo na pravo hitrost, preden se zavora ponovno vklopi. To bi lahko popravili tako, da bi dodali majhno zakasnitev pri tem, kako dolgo je zavora izklopljena. Naprimer, zavora bi lahko bila izklopljena za 1/4 sekunde, tako da se zavora sprosti, nato pa počaka, da se kolo ponovno zavrti na pravo hitrost in šele nato se zavora ponovno vklopi. Težava pri tem pa je, da je v določenih pogojih zavora lahko izklopljena za 1/4 sekunde brez razloga, kar bi lahko podaljšalo zavorno pot kolesa. Tako da zdaj verjetno že dvomite, da so protiblokirni zavorni sistemi res tako preprosti. In preden sem raziskoval za ta video, sem tudi sam mislil enako. Med raziskovanjem sem našel veliko različnih rešitev, kako zaznati, kdaj se bo kolo začelo drseti, še preden se to dejansko zgodi. Vendar se večina teh rešitev nanaša na eno spremenljivko, imenovano razmerje zdrsa.
Razmerje zdrsa je razmerje med hitrostjo kolesa in hitrostjo premikanja avtomobila naprej. Če kolo ne drsi in ima popoln oprijem s cesto pod seboj, bo razmerje zdrsa enako nič. Če je hitrost kolesa nič, torej popolnoma blokirano in drsi po cesti, je razmerje zdrsa 1. Zdaj bo idealno razmerje zdrsa odvisno od številnih različnih dejavnikov. In če v Google pišete slip ratio, boste najverjetneje videli graf, ki je videti takole. Kaj ta graf pomeni je, da ima razmerje zdrsa lahko majhen razpon, ker se kolo dejansko lahko vrti nekoliko počasneje od hitrosti vozila. Če pa preseže ta razpon, ker se kolo vrti precej počasneje od hitrosti vozila, potem se mora kolo ustavljati in zato bo začelo drseti. Torej, to se sliši precej preprosto. Če se kolo vrti počasneje, kot se kolo premika naprej, potem moram samo popustiti pritisk na zavoro in bi moral lahko ohraniti nadzor. Nažalost pa ni tako enostavno, ker ne morem enostavno izmeriti hitrosti premikanja kolesa, če kolo drsi. Pri avtomobilu imaš 4 kolesa, tako da če eno kolo drsi, imaš še 3 druga kolesa, s katerimi lahko izmeriš hitrost avtomobila. Te 3 kolesa lahko primerjaš s tistim, ki drsi, in sprostiš zavoro na tem kolesu. Pri kolesu pa je sprednje kolo najpomembnejše, da ne zdrsne, zato imaš kot referenco samo zadnje kolo. In če se zadnje kolo dvigne od tal ali se zablokira, nimaš več nobene reference, da bi zaznal ali izmeril, kako hitro se kolo premika naprej. Torej, tukaj je moj načrt. V škatlo, kjer sem namestil elektroniko, sem namestil tudi pospeškomer. Ta bo uporabljen za merjenje pojemka kolesa. Zdaj pa bo, ko pritisnem sprednjo zavoro, prišlo do pojemka, ki bo omogočil način aktivacije ABS-a. To bo shranilo začetno hitrost kolesa, preden začne drseti. In prav tako bo začelo meriti čas. Ker lahko hitrost izračunamo tako, da pospešek pomnožimo s časom, lahko vzamemo začetno hitrost in od nje odštejemo pospešek, pomnožen z izmerjenim časom iz tega obdobja. Tako lahko v bistvu ocenimo hitrost kolesa od tiste začetne točke aktivacije ABS-a naprej. Vse to je teorija, ampak ker sem imel merilnik pospeška nameščen na kolesu že od začetka, sem to teorijo dejansko uporabil na prejšnjih podatkovnih zapisih drugih testov. In zdi se precej obetavno. Torej, kar bom naredil je, da nastavim sistem tako, da sprosti zavoro, ko je hitrost kolesa pod to ocenjeno hitrostjo vozila, ker potem mora drseti. Torej, kar bom naredil je, da bom napisal kodo, jo naložil na kolo in potem lahko to preizkusimo. To se mi je zdelo kar dobro. Dajmo narediti še nekaj testov, da preverimo zanesljivost. Ne moram več tega narediti. V redu, torej to so bili 3 uspešni testi zapored, vsi pod nadzorom. Pogledamo podatke in posnetke v počasnem posnetku. Iz 3 testov, izvedenih z zavornim sproščanjem, ki ga sproži razmerje zdrsa, je bil povprečni čas od zaustavitve kolesa do premika motorja 0,083 sekunde. Čas od popolne blokade kolesa do sprostitve pa 0,311 sekunde. To pomeni, da je ta sistem za nadzor razmerja zdrsa, ki ga ocenjuje pospeškomer, približno 30% hitrejši od sistema, ki se sproži pri ničelni hitrosti. Glede na to, da 0,24 sekunde tega časa porabi motor za vrtenje, je bil dejanski odzivni čas same elektronike 3-krat hitrejši. Zavedam se, da to še vedno ni dovolj, da bi preprečili blokado kolesa. Vendar glede na podatke, ki sem jih prejel, bi moral celoten sistem zaznati, kaj se dogaja. In sprostiti zavoro v 0,08 sekunde, da bi sprostili zavoro, preden se kolo ustavi. Seveda bi bilo to morda mogoče z večjim proračunom in bolj izkušenimi elektronskimi inženirji. Vendar je bilo za te teste drsenje 1/3 sekunde v pokončnem položaju zelo izvedljivo z vidika nadzora. Zdaj se morda sprašujete, kaj pa različne podlage? No, sneg se kmalu ne bo vrnil, zato sem se odločil preizkusiti nekaj različnih podlag, s katerimi se lahko srečate med vsakodnevno vožnjo.
A to me je spodbudilo k vprašanju, ali res potrebujete protiblokirni zavorni sistem na kolesu? Pravzaprav se ne spomnim, kdaj sem nazadnje padel s kolesa izključno zaradi zaviranja. Seveda, če ne upoštevam testov v tem videu. Mislim, da je to pomembno upoštevati, ker protiblokirni zavorni sistem na kolesu ne zagotavlja oprijema sprednjega kolesa. Naprimer, če greste skozi ovinek prehitro in se morate preveč nagniti na manj kot popolni podlagi, lahko sprednje kolo še vedno izgubi oprijem in ABS vas pri tem ne bo rešil. Mislim, da je ABS na motorju popolnoma druga zgodba, ker motorji vozijo veliko hitreje in je tudi bolj verjetno, da bodo morali narediti zaviranje v sili. Tudi strošek protiblokirnega zavornega sistema na motorju predstavlja precej manjši odstotek celotne cene vozila v primerjavi s tem, če bi ga namestili na kolo. Kar je tudi vprašljivo, če želite to reči. Protiblokirni zavorni sistem je dober za neizkušene kolesarje. Ker verjetno ni veliko neizkušenih kolesarjev, ki bi bili pripravljeni vložiti toliko denarja, kot je potrebno za protiblokirni zavorni sistem. Bosch je leta 2018 izdal protiblokirni zavorni sistem za nekatere svoje električne kolesa. In celo integriral sistem proti preletu čez krmilo, kjer v bistvu takoj, ko se zadnje kolo dvigne od tal, sprosti zavoro, da prepreči, da bi preleteli čez krmilo. Zanimivo je, da lahko to vgradim tudi na svoje kolo, ker ima enota z merilnikom pospeška tudi nekaj žiroskopov. Prebral sem oceno sistema Bosch e-koles na eebike.mtb.com in tam so zapisali, da je ABS e-kolo od Boscha popolna rešitev za e-kolesa za izposojo, torej za turiste. In mislim, da je to zelo dobra ugotovitev, ker ne verjamem, da je veliko ljudi, ki so neizkušeni kolesarji in so pripravljeni porabiti toliko denarja, kot ga je treba za kolo z ABS enoto. Ampak za turiste, ki morda nimajo veliko izkušenj s kolesarjenjem, mislim, da je to popolno. Tako da mislim, da s tem zaključujem ta video. Za raziskovanje in oblikovanje je bilo potrebnih približno 4 tedne. Narediti ta projekt in ga preizkusiti. Večinoma je šlo za odpravljanje težav. Vse težave z motorjem, ki ni imel dovolj namora, in tudi napake v elektronski kodi. Na trenutke me je spravljalo ob pamet, ampak bilo je kar zabavno. Če vam je bil ta video všeč, bi bilo lepo, če bi pustili všeček. Če ste novi na mojem kanalu in želite videti podobne videe, seveda na različne teme, ampak veste, druge inženirske videe, prosim kliknite spodaj in se naročite. Moram se iz srca zahvaliti vsem svojim podpornikom na Patreonu, ker so me podpirali skozi to 4-tedensko obdobje vsega tega dela. Med potekom projekta sem nalagal različne videe s posodobitvami v projektu. In vprašanja, ki ste jih imeli na Patreonu, so mi res pomagala usmeriti se v pravo smer glede tega, kaj ljudi zanima, kar se tiče tem. In tudi vi ste dali nekaj odličnih predlogov, da sem se vrnil na pravo pot, ker sem se na trenutke izgubil v vseh informacijah. Ja, hvala vam lepa za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Nasvidenje!